Dragi prijatelji in prijateljice Goethe inštituta iz Ljubljane, spet smo skuhali kavo za več ljudi. Lepo, da ste prišli. In če boste zdaj ostali v naši družbi samo zato, ker vas bo prepričalo ime naše gostje, prav. Res je, da sva bili dolgo let kolegici na televiziji Slovenija. Res je, da se dolgo nisva videli. Res je, da je njen odhod iz medijskega sveta dvignil nekaj prahu, ampak delali bi krivico, če bi rekli, da je zgolj medijska osebnost. Od nekdaj je bila ženska z mnogimi talenti, zgodbami, in doktorski naziv pred njenim imenom in priimkom kaže na eno stalnico v njenem življenju, in to je ljubezen do nemščine. Dobrodošla, doktorica Ana Tavčar. Hvala, draga Mojca, in hvala Goethe inštitutu. Hvala za tako lepe besede. Počaščena sem. Ta doktorica stoji pravzaprav za doktorico jezikoslovja. Res je. Ampak nemščina ima prav posebno mesto. Ja, nemščina je nekako postala potem moj prvi jezik, moja prva ljubezen. Študirala sem angleščino in nemščino, ampak potem sem nadaljevala po diplomi z nemščino. In ja, res, jezikoslovje je bil moj doktorski študij, ampak na oddelku za germanistiko. Zaljubila sem se v stilistiko, v skladnjo nemškega jezika in v bistvu raziskovala, kaj se dogaja na desni stavčni periferiji, zakaj odlagamo tja določene strukture, ki tam naj ne bi bile, in raziskovala govorjeni jezik in pisani jezik, tudi televizijski seveda, ker tako kot si povedala, midva imava to skupno strast in to je bilo moje nemško raziskovanje, poleg pedagoškega dela. No, ste še z nami. Torej, danes bomo veliko slišali o tej ljubezni do jezika. Ana, čeprav meni je še vedno malo nenavadna situacija. Ponavadi sva sedeli skupaj na isti strani. Zdaj sva prvič na drugi strani mikrofona. Si se že navadila na to vlogo, da zdaj odgovarjaš malo več, kot sprašuješ? Ne, pravzaprav ne. Se mi zdi zelo eksotično. Zdi se mi, kot da je to en dopust ali pa en majhen odmor. Da ni še resničnost. Mislim, da pri našem poklicu je tako kot pri športnikih, ne? Enkrat, ko si to, kar si, vedno ostane s teboj. Športniki vedno bodo vedeli, kje je cilj, kako ga doseči, ne? Kako preteči čez ciljno črto. Televizika bo vedno vedela, kako se lepo vesti pred kamero, kako oblikovati lepo stavke. Imeti empatijo kot novinarka? Zelo dobro si povedala in mislim, da si tudi odlično metaforo izbrala, oziroma primerjava bi to bolj bila športnim svetom, športnikom, z nekom, ki je zapisan nekemu načinu življenja. In televizija je način življenja, način komunikacije, način sporočanja. In gotovo po skoraj 20 letih ne gre kar tako iz tebe ven. To je tista domačinska, ti lahko greš z televizije, ampak televizija mogoče še ne gre iz tebe ven v tem smislu. Gotovo ostajajo te spretnosti, predvsem komunikacijske, ja, ki pa nam, ki imamo radi jezike, tako kot tudi tebi, vendarle sva rekli, predstavljajo neko bazo, ne? Kajti ta komunikacija, način podajanja, to je pravzaprav bistvo, ne, ko govorimo o tujih jezikih. Ja, pa po drugi strani prekletstvo, karkoli boš počela ali pa počnemo, vedno bomo malo zaznamovani, ne, tudi s televizijskim delom, kar ni nujno slabo. To je pa res, kar se tiče televizije, to je pa res, ja. Ano, omenila sem tvojo ljubezen do nemščine. Veliko stvari smo poslušali v tvojem življenju, od tvoje poti na televiziji, stran s televizije, ampak ena ljubezen je res stalnica v tvojem življenju, ki je vedno na tvoji poti, in to je nemščina. To je nemščina. Kako si je začela ta ljubezen? Malo si že povedala, ne, zelo slovnično, ampak vendarle odraščala si na Krasu, kjer smo vsi ponavadi spremljali risanke v italijanščini. Tako je. Dobro, Trst je blizu svoj čas, ne, Luka Avstro-Ogrske, ampak vendarle nemščina ni bila prisotna v nekem okolju, ne, kraškem, recimo blizu italijanske meje. Kje se ti je zgodilo ta preklop do ljubezen do nemščine? Pravzaprav zanimivo, da si omenila italijanščino, ker ko sem šla v gimnazijo in je bilo treba izbrati med italijanščino, ki je absolutno nam Primorcem blizu in vsi italijansko najbrž, no, to je sicer težko reči vsi, ampak res nam je blizu, verjetno znaš tudi italijansko, že zaradi tega, ker si blizu meje, ker smo vedno hodili po kafe in po špežo v Italijo ali pa po kavbojke še takrat. In potem sem si mislila v srednji šoli, pa dobro, italijansko znam, zakaj ne bi vpisala
manjkala nemščine. In takrat se je zame odprl svet. Nemščina je bila edini predmet v gimnaziji, ki se ga nisem učila, pa sem vseeno znala. Zdaj, ko razmišljam, ugotavljam, da sem res imela dobro profesorico, tudi angleščine. Kako zanimivo, ne? Koliko je odvisno, ali imaš dobrega pedagoga, ali ti bo jezik všeč, ali bo zate jezik nekaj strašnega. Ta nemščina je bila tako težka takrat za nekatere. Meni se je zdela enostavna. Meni se je zdelo pa nemščina ena najlažjih jezikov. Pravila, struktura. In to je vse, skoraj nobenih izjem. Proti angleščini, ki ima v glavnem izjeme. In jaz sem imela en tak pakt z nekaterimi sošolci, jaz nisem dobro znala fizike, včasih so mi pomagali pri testu pod mizo, jaz sem pa rešila še 2-3 teste za nemščino nekomu. Tega zdaj recimo, da moja profesorica ni slišala, ampak to je zdaj že toliko let nazaj, to lahko povem. In to je bila moja strast in takrat sem vedela, študirala bom jezike. In tako je tudi bilo. In ti jeziki so bili vedno res, res velika ljubezen in potem sem potem sem se fokusirala na nemščino, študirala in raziskovala tudi v Nemčiji in vedno bolj mi je bila ta nemščina domača in vedno sem jo imela zraven. Tudi ko sem delala na televiziji, sem bodisi prevajala, bodisi poučevala. In odkrila to svojo pedagoško strast in to lepoto tega, da predam naprej. To, da nemščina je zabavna, da je jezike se dobro učiti, da nemščina je lahka, da ti ogromno da. Pri tečajih, ko sem jih vodila tudi na Goethe-institutu, se mi zdi, da je nekoliko prišlo ven, bi rekli, da se pri nas za domačo nalogo gleda poročila na ARD ali pa Morgen program na ORF. Ali pa na Netflixu, da si takoj damo podnapise v nemščino, da si na telefonu v nastavitvah spremenimo jezik, vsi so bili v paniki, ne nemščine, sem rekla, ja, nemščino, ampak to je bil žur. Potem so ugotovili tečajniki, da to je to, da jezik je pravzaprav ti lahko domač, da koliko lahko ti znaš, razumeš, doživiš, če znaš nemško in če si ustvariš nemško okolje. In ne nazadnje, Mojca, ravno klepetali sva o tem, da smo pravzaprav v našem prostoru, tukaj v Srednji Evropi, v Sloveniji, izjemno povezani z Avstrijo in Nemčijo, v gospodarskem smislu. Ja, glavni poslovni partnerji so pravzaprav z nemško govorečega območja, tudi mene preseneča, kako malo ljudi vendarle govori nemško med mladimi, kako malo ljudi se uči tega jezika, glede na priložnosti. Sama lahko rečem, jaz sem svobodnjakinja, vi že ves čas, kljub temu, da sva veliko tudi delali skupaj, ampak vidim, da imam veliko dela prav zaradi tega, ker govorim nemško. In koliko odprtih možnosti zaradi znanja nemščine, ki te pelje po svetu, ki te je pripeljalo na Goethe-institut, ki te je pripeljalo še marsikam, znanje nemščine. Prav konkretno nemščine v našem prostoru. Ti si bila res televizijka, od glave do pete, zaposlena tudi v naši hiši, pa vendarle, kot si omenila, si uspela ob tem tudi vedno vzdrževati to ljubezen do jezika, kar se mi zdi tudi za novinarja je pomembno, da govori več jezikov. Ti si tudi doktorirala vmes, celo poučevala na Goethe-institutu, kar nekaj časa. Tako, na Goethe-institutu sem poučevala kar nekaj časa, doktorski študij sem res opravljala, že ko sem naredila avdicijo in začela delati na televiziji. Nenazadnje sem imela tudi delovno mentorico, doktorico Ljerko Bizilj, ki je bila seveda najina urednica takrat, kasneje tudi direktorica televizije in jaz sem kombinirala že takrat govorjeni nemški jezik, medijski jezik z ostalimi jeziki, povezala to jezikoslovje tudi z mediji, vedno sem prepletala pravzaprav znanost z uporabnostjo, s pragmatičnostjo in res ohranjala to svojo ljubezen s tem, da sem poučevala na Goethe-institutu in še na nekaterih višjih šolah oziroma fakultetah, prevajala, inštruirala. Vedno sem takrat, ko mi je čas dovoljeval, poskušala to znanje jezikov dati naprej. In tako kot si rekla, za novinarja je to zelo pomembno. Ne bom nikoli pozabila, da ko sem še delala avdicijo in je bilo treba iz agencijskih novic prevesti v 5 minutah, in ko smo takrat poročali o zunanji politiki, mi je bilo precej lažje, ker sem iz Reutersa in Ebuja iz nemščine prevedla vse zelo, zelo hitro. In sem rekla, kako dobro, eno dodatno znanje, ki mi zdaj pomaga, kdo bi si mislil,
pri montaži, pri podnapisih, pri tem, da sem prej napisala prispevek, kot bi ga, če teh znanj ne bi imela. No, v tem podcastu se veliko pogovarjamo, ne samo o tem, kako se učimo jezika, ampak tudi kako ga poučujemo. Ne, biti učitelj jezika je velika odgovornost. Ti je tu pomagalo tudi televizijsko delo, kamera, mikrofon, sam nastop, kako podajati neko lekcijo, temo, da je zanimivo za odjemalce, za poslušalce. Zelo. Ne bom nikoli pozabila besed mojega profesorja na fakulteti, doktorja Darka Čudna, ki je rekel, ja, vi ste na televiziji, zdaj pa se to je isto. To so variacije na temo. Učenje in televizija, to je isto. In to sem potem razmišljala, pa to je res. Pravzaprav je isto. Gre za učinkovito komunikacijo, ki te tako prepriča, da ko prideš v prostor in govorim s teboj nemško in ti odprem ta svet, tebe tako navdušim, da ostaneš in se z veseljem učiš, z veseljem poslušaš. To je isto. Gledalca privabiš z znanjem, karizmo in dobro učinkovito komunikacijo. In jaz mislim, da mi je to res pomagalo pri učenju, da sem vse to uporabljala v učilnici. In jaz mislim, da smo se imeli res dobro. Dobro pa pomeni zame to, da vidiš v očeh tečajnikov, ne da brskajo po telefonu in gledajo skozi okno, da so prisotni, da jim res odkriješ en nov svet in zrušiš tabuje, da to ni duhomorno, da je to top, da je to super, da je to kvalitetno, kakovostno preživet čas, da je to znanje, ki se ti nalaga. Ta užitek teh pogledov, ko so učenci, študenti spregovorili, ko se niso več bali, ko so znali pisati, ko so rekli, pa veste, da jaz razumem zdaj že malo poročila ob 7, ob 8 zvečer v nemškem programu. To je užitek. In to so res variacije na temo. Dober pedagog je zame nekdo, ki ti predvsem pomaga, da postane jezik užitek. Da postane učenje nekaj fascinantnega, nekaj dobrega, nekaj res bogatega. To je bogatstvo. To je jeziki nasploh so bogatstvo. Ja, rekli smo, ne, jeziki so vedno vstop tudi v neko kulturo, ne, v neko kulinariko, na vse zadnje, v neko literaturo in tako naprej. Vse mogoče, lahko greš v Filah na kavo in naročiš kavo v Nemščini, ni to super? Vem, da smo se velikokrat pošalili, mi smo tako blizu Avstrije, ne. Sem rekla, no, začetniki, tam nekje zelo hitro pride, se spomniš, ne, essen und trinken. Se kaj, zdaj pa za nalogo, se zapeljete do Klagenfurta, naloga je nič več angleščine. Naročamo in se pogovarjamo samo še v nemščini. To se jim je tako fino zdelo. Ko ti naročiš tvojo kafe, tukaj čez mejo, v nemščini. No, tudi kafe med Goethe. Jaz mislim, na Goethe-inštitutu to je najboljši marketing, kar se je tebi zgodilo, da je nemščina dejansko bila zate tudi most do nove kariere. Ne, danes delaš z Nemci, lahko meniva Luxus Lingenschaften, je podjetje, ki se ukvarja z... Luxus Lingenschaften je res nemško-avstrijsko podjetje, sedežem v Kitzbühelu, Luxus Lingenschaften GmbH, ki se ukvarja z oklaševanjem, podporo, marketingom v svetu nepremičnin, vendar je to izjemno internacionalno podjetje. Torej, sama sem v funkciji vodje mednarodnih trgov, Head of International Relations, kar pomeni, da pokrivam vso Evropo in 2 ameriška trga. In ja, 90% naših strank in kolegov je aus der Dachregion. Torej, naš jezik uradni je absolutno ni izključno nemščina, je pa res, da seveda, ko govorimo o Evropi in o različnih državah, velikokrat pride prav tudi angleščina kot lingua franca, v glavnem z vsemi ostalimi, ki mogoče ne operirajo v nemščini, govorim v angleščini, kar mi je tudi pisano na kožo, s Hrvati v hrvaščini, to malo improviziram, se učim, z Italijani v italijanščini. Italijani imajo radi, da se italijansko pogovarjaš, mislim, da je z njimi malo drugače. To boš vedela, ker si tudi ti domača v italijanščini. Nemci pa kar precej radi v angleščini, ne, tudi poslujejo, se zdi v zadnjih letih.
Ja, to je zanimivo opazovati. Mogoče starejša generacija se dosti bolj še vedno sigurno počuti in dobro, ko govoriš nemško z njimi. Mlajša, nova generacija je že zelo, zelo tekoča v angleščini, ima rada angleščino, tudi nemščina ima rada angleške izraze, ne? Tudi oni imajo veliko angleških izrazov, ponavadi smo se veš, v jezikovnem kotičku vedno zgražali. Mladi menedžerji v Nemčiji, Tako, angleščina. Angleščina, tako. Sploh v poslovnem svetu je veliko tega fair playa, velikokrat enostavno je angleščina bolj primerna zato, ker je to tuj jezik za oba. Torej naj bo to pošteno. Tako imenovani fair play v biznisu, če tvoja materinščina ni nemščina, moja pa je, potem bova zaradi poštenosti tudi in enakih možnosti morda namenoma izbrali angleščino. Mislim pa, da je še vedno prednost, če jih presenetiš z dobro nemščino, Ja, ko velika. delaš z Nemci tudi poslovno. Velika. Nasploh jim je zanimivo, odkot znam nemško, kako da znam nemško. Frau doktor Tafkar sem jaz za njih in potem me vprašajo, odkot ta Tafkar. Ja, pri Nemcih ti nazivi zelo veliko pomenijo. Ne? Ja. Pri Avstrijci še bolj, frau doktor, herr To je doktor, res. če ne omeniš ne vseh To je res. nazivov sogovornika, je kar fopa. To je res. Ne bom nikoli pozabila, ko sem še sama študirala v Nemčiji in je na zvoncih recimo pisalo doktor Bergman, doktor, vedno titula, recimo pri nas se mi je zdelo, da ni toliko tega, tudi meni se je zdelo, pa dobro, se titula neki zame, se ni treba, da zdaj, to je pač znanje, ki sem ga naredila, zakaj bi zdaj morala to titulo povsod obešati, ampak v nemško govoreči kulturi je to, mislim, da res pomembno. Mogoče tudi zaradi spoštovanja, mogoče tudi zaradi dokaza nekega znanja, kakorkoli. Oni res dosledno upoštevajo te titule, tudi jaz jih vedno upoštevam, ko govorim z njimi in vedno gospa, gospod. Do trenutka, ko prideš pa du, takrat, ko se pa tikamo, potem se pa res tikamo, potem pa ich bin die Anna. Velikokrat rečemo, ne, da je nemščina pravzaprav jezik izumiteljev. Ne, zelo lepo besedotvorje, lahko besedotvorje ima nemščina. Ne. Nekaj izumiš, rabiš nov izraz, Stvoriš tako dve besedi sestaviš skupaj. 2-3 besede in imaš že ta nov izraz. Kako pa je v poslovnem jeziku? Kako se počutiš v nemščini v poslovnem jeziku? Ravno v tej tekmi z angleščino, kje ima nemščina tisto vendarle eno posebnost, kaj tebi všeč pri, recimo, v poslovnem svetu? Lepo, da si se spomnila na besedotvorje, kajti to je res nekaj, kar je nam, slovenskim govorcem, tudi domače, ker imamo zloženk vse polno in jih lahko na podoben način zlagaš v nemščini. Nemščina mi je postala tako domača, da velikokrat niti ne razmišljam o tem. Je pa res, da se vse premnogokrat še zavem, kako je pravzaprav res podobna jeziku, ki je moja materinščina, bodisi so to številke, recimo, ki so tako zelo zanimive, da so podobne nam, ne, ko ima toliko drugih jezikov drugačen sistem. Pa tudi kompleksnejše strukture. Ampak predvsem je zanimivo to pri nemščini in jasno, ko govorim vsak dan in ko mi je zdaj postal to že modus operandi, ne razmišljam toliko o tem, ampak vendarle se vedno znova vračam, kako strukturiran jezik je to. In tudi v poslovnem svetu ni to nič drugače. Prijeten, strukturiran jezik, ki, ko ga obvladaš, deluje in nimaš več težav. In tako nekako funkcionira. Veliko je simpatičnih stvari, ki niso težke, ki so zelo enostavne, ki ti vedno pomagajo. Jasno pa, če hočeš v poslovnem svetu dobro funkcionirati, moraš res pač jezikovna znanja imeti na neki zelo, zelo visoki ravni. Če govorimo res, da obvladaš pisno komunikacijo res dobro, ker govorimo tudi, to mora biti ne samo standardsprache, mora biti tudi seveda obarvana, bodi si bolj vljudno, bodi si formalno, bodi si manj formalno pri določenih kolegih. Torej, nemščina ima res zelo strukturirano, ne? Ko vikaš, kako se vse spremeni, ne? Imajo res lepe, ne, stavke, prav en drug nivo celotne povedi, ko vikaš, ne? Ni tako enostavno, samo daš iz du na zi, ampak se marsikaj spremeni. Ne? Ko še vse vikaš. ostalo, ne? Še vse končnice povleče to za seboj, zaimke in ostalo, ampak vendarle, ko to usvojiš, je vedno tako. In že z vikanjem, recimo, ne, bi rekli mi, prideš super skozi, rečemo mi Primorci po domače. Kajti, če to uporabljaš,
že lahko govoriš bodi si skupino ljudi, ki jo vikaš, ne rabiš te druge osebe množine, ki je mogoče nam celo malo tuja v nemščini na začetku, ne, bolj rabiš zi in seveda du. In že s tem odlično funkcioniraš. To je olajševalna okoliščina. Mislim, da je to včasih kar izziv, ne, za Slovence, ki poslujejo veliko z Nemčijo, ki govorijo nemško. Pri nas smo zelo hitro na ti, tudi v poslovnem svetu. To je res, Nemčiji kar vztrajajo. Čeprav veš, da opažam, da je tudi v nemškem poslovnem svetu vedno več tega, da se zelo hitro pride na ti. Ko imamo mi recimo sestanke, bodi si v živo in potujemo po Evropi, ali pa s kolegi v Nemčiji in Avstriji in Švici v živo, ali pa virtualno, se mi zelo, zelo pogosto zgodi, da začnemo z vikanjem vsi, ampak čez 10 minut smo vsi na ti. In vidim, da se tu precej rahlja ta bonton, tako strikten, kot naj bi bil značilen za Nemce. In jaz mislim, da je to zelo podobno kot to, kar se dogaja v nemščini, kjer se sintaksa, ta tako stroga, začrtana sintaksa stavčne strukture, stavčnega okvirja, ki je tako tipičen za nemščino in izključno za nemščino, ta se rahlja. Z govorjenim jezikom, z neformalnim jezikom, z medijskim jezikom, zaradi tega se rahlja. In tako se rahlja tudi ta izjemno zadržan bonton. Ni več tolike zadržanosti. Tudi v poslovnem svetu je zelo olajševalno, ker greš hitro na ti. Celo bi ti rekla, Mojca, da se mi dogaja pri ljudeh, ki imajo res bogato kariero, ki so veliko ustvarili. Ti bodo še prej rekli, a smo lahko na ti, Mojca. Freut mich. In od takrat naprej, ich bin die Mojca, ich bin die Ana in smo na ti. Nemščina tudi ima dialekte. Nemci zelo, zelo se trudijo, da je res ta Hochdeutsch v poslovnem svetu sploh. Ja, v poslovnem svetu, to sem se tudi nekako naučila, ni dobro, če se sliši dialekt. Moje avstrijske kolege je naš šef velikokrat res ostro pogledal, ker so govorili zelo avstrijsko in smo imeli po sestanku še en sestanek, da to pa ne gre. Da tako v dialektu pa ne bomo govorili. Tu sem seveda jaz izvzeta, ne? Ker kot je jezik, tuj jezik, najbrž ne govoriš dialekta. Je pa res, da po drugi strani, ker sem toliko z njimi govorila, sodelavci, se mi je že zgodilo, da so mi stranka rekla, ste vi iz Avstrije? Nekam avstrijsko zavijate. Ups, sem rekla, to pa moram popraviti. Torej sem že začela, zato ker mi je to postalo domače, malo zavijati avstrijsko, bi rekli. Ne, dialekt v poslovni svet ne paše. Ja, zelo so občutljivi Nemci, kar zaslišijo, ne, če je nek avstrijski izraz, Nemci, šlag obers, šlag zane. Ja, ampak tudi, so tudi enako zahtevni do nemških regij. Ja, seveda, do Bavarske, recimo, ali tam, kjer je dialekt bistveno bolj markanten. Res nekako se gleda, da je ta jezik v poslovnem svetu ena lepa štandard nemščina. Tudi Bavarci, ki so sicer ne tako kar samozavestni, tudi zaradi svojega močnega gospodarstva. Ja, res je. Ampak nekako se in kar slišiš, da se tudi oni potrudijo najbrž. Jaz sem se veliko kot vprašala, se najbrž to je isto kot jaz, ki drugače zelo primorsko zavijam, če govorim privat in pijem kafe s tabo privat. Bom govorila precej primorsko, ampak jasno, ko pa govoriva v nekem formalnem kontekstu, v prisotnosti še drugih, ki so na sestanku, bova govorili pač zborno, ne knjižno, zborno pa. No, bogatstvo našega jezika je, da dialekti marsikaj omogočajo, tudi pri tebi, ko si sproščena, ko želiš biti duhovita, še bolj uporabljaš domači dialekt. V nemščini se to izgublja ali ne? So tudi Nemci, ko govorijo med seboj, skušajo te dialekte ohranjati, poudarjajo? Ja. Med seboj absolutno, recimo kolegi, takrat, ko mi nismo na nekem formalnem srečanju, oni absolutno govorijo dialekt med seboj. In jaz ponavadi še rečem, naj me malo naučijo, pa da se bom še naučila, da bom res znala takrat, ko sem z njimi, mogoče še bolj dialekt. Med seboj absolutno govorijo, v dialektu. To je, mislim, da precej podobno kot tudi pri nas, ker Štajerci med seboj gotovo govorijo štajersko, jasno. Ko si pa v nekem drugem kontekstu, bom rekla, ko si v nekem drugem krogu, ki je formalen, ker je več ljudi, takrat pa nekako greš bolj proti zbornem jeziku in to je podobno v nemščini. Slovenci smo vedno malo
Strogi smo do sebe, bi Zelo, rekla. In tudi preveč. zelo plahi, mogoče ravno zaradi tega pri govorjenju tujih jezikov. Ne? Zelo. Ma ne bo spregovoril, dokler ne zna perfektno. To je Za veliko razliko krat. od mogoče nekoga iz Italije, ki reče, da je poliglota takoj, tudi če zna mogoče že samo 3 fraze. No, io parlo, ma sì, parlo tutto, io parlo tutto. Potem začneš govoriti, gotoviš, da mogoče, ampak to je super, ne, on je samozavesten, tega bi si pa jaz želela več pri nas. Ne vem, mogoče izvira zato, ker naš jezik je zelo, zelo kompleksen, ne. Mi imamo, te slovanske skupine jezikov res niso enostavne, ne. In potem, ker veš, koliko je vsega, ne, koliko končnic, koliko vsega je, glagola, ki se spreminja, se ne upaš, raje si tiho, kot bi naredil napako. Mogoče nekdo drugi, zdaj sem dala primer Italijanov, saj najbolj so tudi, ne vem, Španci, podobni Francozi, ne vem, bodo pa prej spregovorili, tudi če je pol narobe. Jaz se spomnim, ko sem v Berlinu študirala in sem dobila štipendijo tukaj in so bili sošolci iz Anglije, iz Italije, iz povsod. Mislim, oni so bili strašno samozavestni. Pa, gramatično je bilo res v vsakem stavku, po mojem, če je bilo 7 besed, je bilo 5 kar močnih napak. Ampak govorili so, imeli so radi jezik in tako zvedavo so pristopali, ne, in hitro producirali. Tudi, če to ni gramatično perfektno. In to je simpatično. Ravno prejšnji teden smo bili v Španiji s partnerji in smo ugotovili, da partnerji, ki so sicer z mano govorili vedno nemško, da so pravzaprav Nizozemci, ne. In potem smo začeli v različnih jezikih govoriti in se hecati. In potem ugotoviš, da to je pravzaprav šarmantno. Oni so govorili neko nizozemsko nemščino, ampak to je šarmantno, ne gre za napake. Mi smo res tako strogi, vse jemljemo kot, joj, ne znam govoriti, ni prav. Pa to je lahko simpatično, to je lahko šarmantno. In moja izkušnja z Nemci je tudi ta, da znajo biti strašno duhoviti, tudi zelo sproščeni, tudi v poslovnem jeziku. Zelo. Absolutno, zelo. Tudi če kdo ne govori perfektno, da to razumejo. Ne, tudi zelo fino se jim zdi, izpostavljajo. da znaš nemško, da se trudiš, da ti je njihova kultura, njihov jezik všeč. Zelo cenijo to. Jaz sem imela vedno občutek, kako so oni s spoštljivostjo in z občudovanjem gledali na to, da se mi učimo njihovega jezika. Vendarle smo v Evropi, kjer lahko zbereš tudi španščino, ki je močna, kjer se lahko fokusiraš na kakšen drugi jezik, ki je ravno tako močan ali pa ti je lepši, bliže, kakorkoli. Ne, zelo, zelo imajo radi, da govoriš nemško in tudi fino se jim zdi, da se trudiš, da izkažeš to afiniteto do nemščine in tudi obratno, zvedavi so ravno tako oni, duhoviti tudi in te vprašajo, če jih še ti kaj naučiš včasih, mogoče moji materinščini. In zelo zanimivo je videti v tem poslovnem svetu, to je mogoče nekaj zelo zanimivega, da je tudi veliko tujcev, ki so bodisi odraščali v Nemčiji, kasneje prišli v nemščino, ki so se ravno tako jezika preučili. Ogromno je tega. Res imaš občutek, da živimo v eni odprti Evropi, da smo pravzaprav vsi ljudje, da smo samo ljudje, ki imamo različna delovna mesta, različne države in da res ni meja v tem smislu. Jaz mislim, da je važno, kdo si kot človek in potem vsi jeziki. Je pa res, da Slovenci živimo v tej fantastični regiji, kjer smo obdani tudi z velikimi jeziki. Imamo ta posluh in se nam niti ne pozna nek močan akcent. Ti boš Francoza vedno slišal ali pa Italijana, tudi če govori angleško, nemško, vedno bo Italijan, ne? Ja. Slovenci bi lahko bili bolj samozavestni, ne, tudi pri govorjenju Ja, to je naša in zelo učenju jezikov. velika prednost. To si povedala super, ker tudi mi se včasih še zmeraj nasmejimo, ne, ravno ko si Francoze omenila, ne, oni, ko govorijo angleško, govorijo še zmeraj francosko zraven, oziroma res je močan akcent prisoten, ne. Italijani imajo sploh z nemščino kar nekaj težav, nemščina ima 3 vrste h-ja. Italijan ne pozna glasu h, ga ni. Torej, on ne zna producirati tega glasu, ne, fizično. Tako da njim je dosti težje, kar se tega tiče. Ja, z našo, mogoče neko slovansko melodijo, nam je lažje fonetiko obvladati prej in tudi tukaj bi bili lahko, tako kot praviš, bolj samozavestni. Slovenci smo izjemno dobri, če mene vprašaš, govorci tujih jezikov. Pozna se tudi, da se jih že precej hitro učimo, da smo mogoče majhna država, ki vendarle vstopa v svet s tem, da zna tudi tuje jezike, ne, ker ne vem, koliko se
Anglež uči kaj tujih jezikov, ne, recimo, pač on funkcionira v angleščini, ne, povsod. Mi pa znamo tuje jezike, mi smo statistično, mislim, da zelo visoko po tem, koliko jezikov govorimo. In tako kot praviš, fonetika nam je bliže in nam je praviloma lažja. Si našla veliko lažnih prijateljev tudi v nemščini, ko govoriš, ko kdaj kakšno slovensko, mogoče frazo? Kakšno interferenco? Včasih Moja, se mi še recimo- kakšna zgodi gift. Gift? Ta je taka, Jaz imam tipična. težavo und, sonst geht's dir gut. In drugače si v redu, v slovenščini zveni prijazno, si sicer dobro, kako si, ne? Ja. V nemščini, Ja. sonst geht's dir Imaš gut. prav. Ne, to, kar se meni dogaja, je, da kar vmes eno nemško besedo rečem, pa potem naprej v slovenščini. A ja, tako praviš, ja, genau. In potem naprej govorim v slovenščini, potem se spomnim, čakaj, kar vmes eno nemško besedo izgovorim, ne vem, to je mogoče zato, ker pač res skoraj od jutra do večera funkcioniram zdaj v nemščini. In potem se spomnim na primer Slovence iz manjšine tu v Italiji, ki, ko jih poslušaš na kakšnem tramvaju oziroma avtobusu, govorijo pol italijansko, pol slovensko. Res pol. In se potem spomnijo, ja, to so najbrž te interference, ker ko si enkrat v okolju, ki je v enem jeziku, ti se pa doma ali pa s prijatelji, pa z družino pogovarjaš v drugem, je to en mišung od vsega. Ja, in sem rekla, in potem sem rekla, bom pa še malo bolj tardi. V glavnem, vse je zamešano, ne? Ena kombinacija je tako, je zabavno in to se zdaj dogaja meni, da vmes rečem kakšno besedo nemško, potem pa naprej v slovenščini. Ana, danes imava ločena mikrofona, ampak združimo moči. Kaj narediti, da bi se še več ljudi učilo nemško? Povedati vsem, da je nemščina super zabavna, super strukturirana, lepa in končno lahka, res lahko dobro govoriš in pišeš. Predvsem pa, da ti nemščina res odpira ogromno možnosti. Nemško govori največ ljudi v Evropi, če gledamo materinščino, imamo, vemo, katere države, ki govorijo nemško. Za nas, ki smo nenazadnje sosedi Avstrijcev in potem, če nadaljujemo, smo že v Nemčiji, je to sploh zelo pomemben jezik. Tako kot si rekla, gospodarsko smo najbolj vezani pravzaprav na nemško govoreče podjetja in prostore. In to je, mislim, da je samo nekaj argumentov, ki bodo gotovo prepričali še marsikoga, da pride na nemščino. Predvsem pa, da je nemščino se lepo učiti. Res lahko narediš si veliko vzporednic, tudi s slovenščino, prostor nam je blizu, ne? Saj mi smo podalpski, no, saj to smo zelo blizu, saj Avstrija nam je tudi precej blizu, tudi zgodovinsko smo bili vedno povezani, ne nazadnje, saj vsi vemo, da imamo določene zgodovinske obdobje, ko smo bili skupaj in tako naprej. Skratka, ogromno je povezav med slovenščino in nemščino. In tudi nemščina nazadnje pomaga, da zamenjaš svoj poklic. Tudi, kot si storila ti, poglej, kam vse te je pripeljala. Ana, najlepša hvala, da si danes obsedela, čeprav na drugi strani kavča. Se bova še navadili na to novo situacijo, predvsem srečno tudi na tvoji poti in še naprej širi to dobro energijo tudi okoli nemščine, boste videli. Tudi vi še kaj kliknite v naš podcast, lahko nam sledite na družbenih omrežjih, na Spotifyju smo tudi v vseh pretočnih platformah, ne zamudite nas in se veselim vaše družbe prav kmalu. Do naslednjič.